V Narodni galeriji so v sredo 25. maja 2022 odprli občasno razstavo del gluhega kiparja Ivana Štreklja. Rodil se je leta 1916, pri 7 letih pa je zaradi meningitisa oglušel. Kiparstvo je pred vojno študiral v Beogradu, a je študij nato zaradi začetka vojne prekinil. Po letu 1941 se je preživljal z delom v kamnoseštvu Kunovar na Ljubljanskih Žalah, kjer se je izuril v obdelovanju kamna. Po vojni je študij nadaljeval na novo ustanovljeni Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Ko smo leta 2015 v Narodni galeriji pripravili razstavo Kipov iz vladnega fonda, smo razstavili tudi 4 dela kiparja Ivana Štreklja. Takrat smo postali pozorni na do tedaj sorazmerno neznanega avtorja in počasi smo začeli s proučevanjem njegovega opusa. Na razstavi je razstavljenih 40 kipov, 16 del na papirju, 1 oljna slika, dela pokopališke in javne plastike pa so predstavljena s fotopovečavami. Leta 2021 je Narodna galerija objavila poziv lastnikom del Štreklja, naj jim javijo, če imajo v domači zbirki kakšno njegovo umetnino. Ob pripravah na razstavo smo začeli sodelovati z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in ob tej priložnosti so nam podarili kar nekaj del, tako da se je v bistvu kiparski fond kiparja Ivana Štreklja bogatil s pripravami na razstavo. Posodili smo si tudi dela iz mestnega muzeja, večina jih je seveda iz Zveze društev gluhih in naglušnih, potem je tudi so dela iz muzeja Železniki, največji delež pa je seveda so dela, ki so nam jih posodili zasebni lastniki. Prepričana pa sem, da je njegovih del še veliko, tako v zasebni lasti, kakor tudi nedvomno na pokopališču Žale, kjer je nekaj njegovih skulptur, ki so nepodpisane. Nosilno delo razstave je Štrekljev kip Poplava, ki je na razstavi predstavljen v bronu. Špelca Čopič je o tem kipu zapisala, da samo gluh kipar ve, koliko truda in napora je potrebnega, da se iz ust iztrga krik, da je to nemi krik obupane deklice. Ivana Štreklja je kot mlad študent spoznal tudi Matjaž Počivavšek. Njegov stil kiparjenja je seveda vezan z obdobjem, v katerem je živel. To so bila povojna leta. Bil je študent prvega letnika, tako kot Stojan Batič na Likovni akademiji. In takrat se je pač delala ta figuralika, nekaj, ko bi rekel, malo romantična, poenostavljena, pod vplivom francoske šole, mogoče Rodena, pa potem kasneje Majola. In pa seveda oni so znanje tudi prenesli, njihovi profesori so znanje prenesli iz Zagreba. Štrekelj je manj znan od prve in druge generacije kiparjev, tudi zelo malo javnih naročil je imel, z izjemo izjemnega dela spomenika Talcem. Predvsem je bil tudi pomočnik, pomagal je Stojanu Batiču pri snovanju spomenika Borisu Kidriču v Mariboru, pa tudi Dragu Tršarju.
prav tako tudi njegovemu profesorju Frančišku Smrduju. Njegov opus je skromen, gluhota je nedvomno vplivala na to, da je v bistvu ustvarjal bolj intimna dela, imel je veliko naročil za portrete, tako prijateljev, kot tudi njihovih družinskih članov, in zelo velik je tudi opus otroških portretov. Hodil je k Stojanu Batiču v atelje kot pomočnik, kot pomagal mu je, Stojanu je večkrat pomagal pri realizaciji predvsem skulptur v kamnu. Bil je izjemen mojster obdelave kamna, očitno zelo tehničen tip. In Stojan Batič je znal z njim govoriti ta njegov jezik, teh gluhonemih ljudi, in se z njim zelo dobro sporazumeval in bil tudi njegov ene vrste podpornik. Pri Stojanu Batiču je seveda tudi, kako bi rekel, nekaj zaslužil, da je lažje preživel. Štrekelj je imel kiparski atelje v Švicariji v parku Tivoli. V Narodni galeriji so poskrbeli tudi za dostopnost umetnin gluhim in naglušnim. Tako smo prvič naredili QR kode, ki so dostopne ob samih umetninah, in na teh kodah so razlage umetnin v slovenskem znakovnem jeziku. In to smo naredili v povezavi z Zvezo društev gluhih in naglušnih, tako da so nam oni pomagali pri montaži. Za vse ranljive skupine je vstop v Narodno galerijo brezplačen. Gluhi in naglušni pa imajo ob tej razstavi še posebne ugodnosti. Za njih smo pripravili tudi vodstva brezplačna, in sicer vodstva v slovenskem znakovnem jeziku in pa še en tak sladkorček, cukrček, da imajo tudi ustvarjalne delavnice brezplačne, in sicer kiparjenje, tako da si lahko povežejo ogled razstave in pa še izkušnjo ustvarjanja. Seveda vse pod vplivom Ivana Štreklja. Ivan Štrekelj je tragično preminil leta 1975. Pri prečkanju železniške proge v ljubljanskem Tivoliju je zagledal vlak in se mu umaknil na stranski tir. Tam pa ga je do smrti zbil drugi vlak. Razstava njegovih del bo v Narodni galeriji na ogled do 2. oktobra 2022.